Vse do nedelje imate še čas, da obiščete slovenski knjižni sejem na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Tam pa po knjigah za vas tudi letos lista naš otroški poročevalec Gal. Ja, Gal, kje pa si? Oprosti. Čisto sem padel v knjige, oziroma knjige padajo vame. Tukaj je več kot 100 razstavljavcev, zato moramo biti res pozorni, da najdemo tisto, kar je najboljše za nas. Najraje bereva kakšne take, ki so Supernatural ali pa Witchcraft. Take stripe ali pa tako poučne knjige. A veš, da beseda strip izvira iz angleščine, kjer smo najprej rekli comic strip ali komični trak. V angleščini se je za zaporedje sličic in oblačkov obdržala beseda komičen ali komik. Pri nas pa poslovenjen trak ali strip. Oh, hi. Hey, nice to see you. Hey, I haven't seen you since that time we robbed a bank. Yeah, it's been a while. Yeah. So, Louis, are books about Loki novels or comics? And does it really matter? It doesn't really matter, but they're halfway between. So I'd say it's sort of, some of it is done in comic strip form, some of it is done in prose, everything is covered in doodles. Have you met a boy like Loki in Slovenia as well? More than one. So yes, I think it's nearly always the one that when I ask, what shall I draw? They say a knife. Ob kakšnih knjigah najlažje zaspite? Najlažje zaspim ob knjigah, ki so napete. Take pustolovske. Ko pol imam najrajško, recimo zelo napeto, pol pa moram iti spat, pa zjutraj se zgodaj zbudim, da lahko pol grem naprej brati. Mogoče kakšne komedije, pozitivna energija in smeh lažje spravi v spanec. Glej, tam je Mateja Perpar. Ona je napisala knjigo Psiha Miniha. Pišeš zelo zabavne knjige, a dolgočasnih še ne znaš. Dobro si to povedal. Ja, res pišem zabavne knjige, ker imam sama rada humor. Za dolgočasne pa mogoče se jih bom pozneje naučila pisati. V Psiha Miniha deli nasvete dr. Dunkelkopf. Kdo pa je bil tvoj Dunkelkopf ali pa zdaj? Tisti, ki jih jaz vprašam za nasvet, so običajno prijatelji. Prijatelji, ki me že dobro poznajo in zato lahko presodijo, kaj potrebujem. Priznanje Zlata hruška sta letos prejeli knjigi Krušno mesto Petra Svetine in Statistika za začetnike. Tole v statistiki si moram nujno prebrati, zato ker me strašno zanima, koliko knjig, ki jih posodiš prijateljem, pride nazaj v tvoje roke in koliko jih je statistično izgubljenih. Jaz sem že posodil zdaj eno knjigo, pa je malo je bila uničena, ampak pol je pa mami rekla, da so knjige zato, da se berejo, ne da so na polici, pa da se primir pustijo zagledati. Uživajte do nedelje v knjižnem sejmu, potem pa v družbi knjig kje druge. Adijo!